dobrodošli na našem kanalu. December je čas veselja, druženja in obdarovanja. Kljub temu pa se nekateri počutijo zelo osamljene. O osamljenosti in praznikih smo se pogovarjali z zakonskimi in družinskimi terapevti stažisti iz Frančiškanskega družinskega inštituta. Osamljenost lahko doleti vsakega posameznika in je zelo močno čutenje, ki v nas lahko prebuje zelo različna čustva. Kaj posameznik doživlja, ko govorimo o osamljenosti? Osamljenost doživljamo takrat, ko se počutimo nepovezane, ko nam manjka en občutek resnične pripadnosti. Če vzamemo za primer in si predstavljamo eno osebo, ki je sama v enem majhnem stanovanju ali veliki hiši in se čuti žalostno, nemočno, ima občutek, kot da ni nikogar za njo na tem svetu, s komer bi lahko delila ta doživljanja in jo zraven še povsem prevzema nek občutek sramu, to je osamljenost. Najpogosteje gre za čutenja globoke žalosti, otožnosti, strahu, sramu in občutje zavrženosti in pozabljenosti. Osamljena oseba se sprašuje, a je kdo tam za nas, a bo kdo zdržal, ko bomo v stiski, a je kdo tam, da ne bom sam. Posameznik v sebi doživlja globoko nerazumljenost strani drugega in nezmožnost povezanosti z drugim. Osebo preveva občutek, da med njim in drugim zeva globok prepad. Osamljenost si včasih tudi zelo težko priznamo, saj se moramo ob tem soočiti z globokimi in težkimi občutji. Ravno tako človek potrebuje za izstop iz pasivne drže in to, da si poišče pomoč, kar nekaj energije. Osamljen si, ko doživljaš, da tam ni nikogar, ki bi te poslušal. Še bolj pomembno pa, da tam ni nikogar, ki bi te zares slišal. Danes se večkrat omenja, da so posamezniki nesrečni kot pa osamljeni in rada bi poudarila povezavo, in sicer, da če si nesrečen, si med drugim sigurno tudi osamljen, in če si osamljen, si vsekakor tudi nesrečen. Ko smo osamljeni, v nas divja ena prava mešanica težkih občutij. Počutimo se same, nerazumljene in to nas jezi, hkrati pa je en občutek sramu, zaradi tega, ker imamo občutek, da smo nevredni, da bi nekdo pristopil do nas, da bi nas res razumel, in to potem prinese hkrati še en kup ene žalosti. Hvala vsem za odgovore in pa hvala tudi vam za vašo pozornost.